najosnovnejšem pomenu Božič pomeni rojstvo Jezusa. In poleg tega je tudi trenutek, ko smo skupaj z družino, ko se zberemo z našimi dragimi, s prijatelji in se imamo radi skupaj, se veselimo, kaj pojemo, kaj spijemo. Pač trenutek, ko smo v družini, se imamo vsi radi. Da postavimo jaslice, pa da požigamo svečke, pa to pomeni, da se bo kmalu Jezus rodil. Božič je tak zabaven praznik, ki smo doma z družino in nam Božiček da darila in se je Jezus rodil. Koga čakamo? Jezusa. Božič označuje dogodek, ko je na svet prišel Jezus, Božji sin. In zato mi to praznujemo, se vsako leto znova veselimo tega. Kaj je Božič? Ja, Božič je krščanski praznik, ko praznujemo rojstvo Jezusa. Natan, kaj pa ti misliš, kaj je Božič? Božič je zima. Božič je za mene največji družinski praznik. Božič je, ko ima Jezus rojstni dan. Božič zame niso darila, se pravi, Božič niso samo darila, to ni najpomembnejše, nekaj drugega je pomembno. Da se morda enkrat v leto malo umirimo, pa se veselimo, da ni šole. Da se Jezus rodil na Božič, ko je Božič. Božič je praznik, ki ga praznujemo vsako leto. Ja, kad se godi Jezus, to je Božič zdravi. Božič, to je za mene osebno, to je v bistvu ni največji pa najlepši praznik v cerkvenem letu, ki pomeni pač rojstvo, začetek nekaj novega in lepega in spodbudnega za naprej, za življenje. Božič je Jezusovo rojstvo. Kaj pa delate na božični oči? Večerom jaslice postavljamo, pa ta majhne, tam kjer je užibovki eni, Ježišček nam ene jaslice postavljamo na balkonu, pa ene večje, pa je še angelček pa smreka. Navadi se zbere cela družina, gremo skupaj k maši. Se družimo, potem tudi kakšne igre igramo skupaj, kaj pojemo. Tako, lepo se imamo. Spimo. Stanovanje požignamo in se počasi pol pripravimo, prižgemo vse 4 lučke in se pač imamo tako tradicijo, da gremo na večerjo, skupno večerjo z družino, tako da lepo se počasi odpravimo in pol tam. Pražimo piškote, pa da imamo večerjo. Radi okrasimo stanovanje, recimo postavimo jelko, smrekco, pa jo zelo lepo okrasimo. Potem postavimo tudi jaslice. Pa darila dobimo, to pa najpomembnejše. Smreko okrasimo, pa damo na mizo. Takrat mi zmolimo, pa blagoslovimo celo hišo, ko se nadstropja. Pa Ježička postavimo v jaslice, pa pojemo večerjo, pa še darila gledamo kakšne božične
filme. Pa da kakšne pesmi božične poslušamo. Božični večer. Najprej blagoslovimo hišo. Tako, zato, da jo pripravimo na Jezusov prihod. Potem naredimo eno dobro večerjo, tako slastno večerjo, da vsi se imamo radi in vsi uživamo. Potem pogledamo, če mogoče je kakšno darilo prišlo tudi jaslice, tam blizu. No, ampak tisto, kar je pa najbolj pomembno, je pa to, da položimo Jezuščka v krevček, ker se je takrat rodil, in pa zraven molimo in zapojemo kakšne božične pesmice. Gremo do Lidlu. Imamo tako zelo zanimivo tradicijo. Sicer se dve družini zberemo pri naših starih starših, torej družina ene hčerke in družina druge hčerke. In potem skupaj preberemo odlomek iz Svetega pisma, ki govori o Jezusovem rojstvu. Potem gremo vsi v jedilnico, kjer jemo potico z obilico stepene smetane. Potem pa kar naenkrat pozvoni zvonček, gremo pogledati v dnevni prostor in tam pod smrekico vedno najdemo darila. Potem jih odpremo, še malo pomolimo in potem začnemo z božično dirko. In božična dirka izgleda takole. Z dvema avtoma se poženemo do hiše mene in moje družine. In kdor prvi pride tja, lahko prvi odpre darila, ki so tam pod smrekico. In potem še druga etapa božične dirke. Vsi se spet z dvema avtoma poženemo do hiše sestre, torej moje tete, in potem še tam odpremo darila. Torej je ta vsakoletna božična dirka ena stvar, ki se jo vsi, še posebej pa otroci, resnično veseli. Kuhamo fasolje, pa smrekico postavimo. Da